Velika čast je biti tukaj. Varnost je zelo dobra. 5krat sem moral skozi, da sem prišel noter. Najprej je bil pas, potem prstan, potem mislim, da so bile stvari v mojih prsih. Ne vem. Ampak v veliko čast mi je, da sem tukaj. Danes je 50. obletnica po hebrejskem koledarju Antebija in smrti Johnnyja Netanjahuja. Po ameriškem koledarju je 4. julij. Rad bi se dotaknil nekaj stvari tukaj. Najprej sem nekdo, ki izraža svoje mnenje. In vendar ljudje še naprej izražajo mnenje o meni, ki niso resnična. Beri naslove in si mislim, ali sem to res rekel? Ne, tega nisem rekel. Zato želim samo pojasniti, da nisem agent izraelske vlade. Ne srečujem se z izraelsko vlado. Ne zarotujem z izraelsko vlado. Verjeli ali ne, imam rad to državo in ne potrebujem nobene vlade, da bi mi to povedala. In to slišim od ljudi, ki res zarotujejo s tujimi vladami, samo ne s to. In danes je bil en naslov: Mark Levin udari po Trumpovi administraciji. Jaz nisem napadel nikogar. Pravzaprav bi rekel, da sem v 99% primerov eden najodločnejših zagovornikov Trumpove administracije. In mislim, da se lahko vsi strinjamo, da imamo dve izjemni zgodovinski osebnosti v predsedniku Trumpu in Benjaminu Netanjahuju. Rad bi se zahvalil mojemu prijatelju Aleksu in celotni tej novinarski ekipi, da so me povabili. To je bilo dogovorjeno pred nekaj meseci. In ne nastopam pogosto v javnosti, ker če želim kaj povedati, imam na voljo veliko platform za to. Ampak vedno je čast to narediti tukaj in čast je to narediti s tako fantastično novinarsko organizacijo. In res so fantastični. Za intervju me je prosilo, sem preštel 9 različnih novinarskih organizacij, a sem jih vse zavrnil iz nekaj razlogov. Ne maram dajati intervjujev, ker so lažnivci. To je prva stvar. In drugič, želijo me intervjuvati, da bi napadli mojega predsednika. Drugače jih sploh ne zanima, kaj povem. Tistih 99% je prezrtih. Osredotočajo se na tistih 1%. To so zelo, zelo kritični časi. O tem ni nobenega dvoma. Zato želim tukaj obravnavati več vprašanj. Prvič. Moje stališče do Irana se nikoli ni spremenilo. Ni se spremenilo, odkar sem bil dovolj star, da sem vedel, kaj je ta režim leta 1979. Torej, je moje mnenje o tem islamističnem, nacističnem režimu vedno bilo, da je to islamistični, nacistični režim. To je prvo. Veš, Homeini je napisal knjigo. Veliki Bernard Lewis je shol in jo izbrskal. Dal jo je prevesti v angleščino. Bila je v arabščini in farsiju, imenovala se je Islamska vlada. Ne hitite je kupovati, nočem, da postane številka 1 na Amazonu. Ampak stoji na moji mizi. In verjetno sem edina oseba. Je govoril o tem režimu in je dejansko prebrala, kaj je ustanovitelj tega režima kdaj povedal. In je brutalno. In je zlobno. In je hudobno. In resno dvomim, da je katerikoli medij, ki pokriva to temo, sploh kdaj prebral to knjigo. Imamo tudi nekaj, kar imenujemo izkušnje. Edmund Burke je rekel, da so izkušnje ena najpomembnejših stvari, na katere se lahko človek osredotoči. Kakšne so naše izkušnje s tem režimom?
Naše izkušnje s tem režimom so, da laže, vara, nikoli se ni držal nobenega dogovora, ustnega ali kakršnega koli drugega, in da si prizadeva uničiti človeštvo. To pomeni, da vsak posameznik ali skupina posameznikov ali katerakoli država, ki ne sledi njihovi politični, verski ideologiji, ki temelji na 7. stoletju, večina ver se sooči z nečim, kar imenujemo reforma. In mnogi muslimani so šli skozi reformo, islamisti pa ne. In če povem preprosto, verjamejo v katastrofalno svetovno vojno. Ker mora biti vse in vsakdo pobit, uničen, mučen, posiljen, dokler ni popolne pokorščine njihovi politični, verski ideologiji. To pišejo, to govorijo, to pravijo imami. Če bi več časa namenili angleškim prevajalcem ali tukaj hebrejskim prevajalcem, ki prevajajo, kar govorijo, mislim, da bi več ljudi razumelo kontekst dogajanja. Imamo tudi veliko ljudi, katerih zgodovina sega približno 3 minute nazaj. In še posebej veliko mladih, ki jih zgodovina pravzaprav ne zanima preveč. Ne spomnijo se 11. septembra. Mnogi med njimi se še niso rodili. Pravzaprav ne vedo veliko o holokaustu, razen tistega, kar jim povedo nekateri sovražniki Judov. In zato jim manjka zgodovinska perspektiva. Trud, da bi z njimi komunicirali, ni prisoten, a bi moral biti. Če bi ta režim v Iranu lahko, bi ubil prav vsakega izmed vas, ki sedite v tej sobi. Vsakega posebej. Vsako žensko v tej sobi bi posilili. Vsakega posebej. Če bi imeli tukaj vnuke, bi jih ubili. Poklali bi jih. Vsakega izmed vas tukaj. Ker ste Judje ali kristjani, ali pa preprosto niste eden izmed njih. To je zelo pomembno razumeti. In tako smo imeli 7 predsednikov pred Donaldom Trumpom. Ki so vedeli to, kar vam govorim. In da ne bi sprejeli potrebnih ukrepov za soočenje s tem režimom. Pravzaprav so nekateri od njih celo subvencionirali režim. Eden izmed njih, Obama, je zagotovil, da bi imeli pot do jedrskega orožja. Ni mi treba poslušati debat o tem. Prebral sem dogovor, vem, kaj piše v njem, tako preprosto je. Potem imamo Bidna, ki je dobesedno dovoljeval, da so 10.000 milijard dolarjev pritekale v režim, ker ni uveljavljal vseh pravil, ki so bila postavljena proti temu, da bi dobili denar. In jim dovoljeval, da so naskrivaj prodajali nafto Kitajcem in tako naprej. Tako je v ta režim priteklo okoli 150 milijard dolarjev ali več, čeprav so vedeli, da se premikajo proti jedrskemu orožju. Izdelali so na tisoče balističnih raket s pomočjo komunistične Kitajske. Vsak, ki je bil v tej državi v zadnjih 12 mesecih, v zadnjih 6 mesecih, ve, kaj lahko balistične rakete povzročijo. Lahko uničijo celotne skupnosti. Velike so kot rumeni šolski avtobus. In niti ena od tistih varnih sob, ki jih imate v svoji hiši ali stanovanju, ne more storiti ničesar glede tega. Tudi to bo odpihnilo z obličja Zemlje. To niso običajne rakete. In z jedrsko bojno glavo imate medcelinsko balistično raketo. In naša obveščevalna služba ter izraelska obveščevalna služba tega nista vedeli. Da bi njihove balistične rakete zdaj lahko dosegle prestolnice v Evropi. In z malo več informacij strani komunistične Kitajske ali Rusov ali Severnih Korejcev, bo njihov domet segel tudi do celinskih Združenih držav Amerike. To je zelo resna zadeva. Ker če bi izstrelili 3000, 4000, 5000 balističnih raket hkrati na to državo, se ne moreš braniti. To bi preplavilo vsak sistem, ki obstaja. In to velja tudi za katerokoli evropsko državo in za mojo državo, Združene države Amerike.
Vprašanje balističnih raket je ključno. Vprašanje Hezbolaha je ključno. Hezbollah Je zelo podoben njihovim. operacijam SS na fronti. In jih je nekaj 100.000 in so zelo močno oboroženi. Čeprav smo močno udarili po Iranu in njihovi vojski, je tu še Hezbolah. Hezbolah je ubil in pohabil tisoče Američanov. Tisoče Američanov. Naši marinci, naši mornarji, naši vojaki, naše osebje na veleposlaništvu. Kot tudi morda tisoče kristjanov v Libanonu. Bog ve, koliko Izraelcev so ubili. Obstajajo iz istega razloga kot Iran, ker jih je ustvaril Iran. Oni so Iran. Obstaja samo ena država, ki je šla v Libanon, da bi se borila proti Hezbolahu. Ne evropska država. Ne moja država, Izrael. To je edina država, ki je šla v Libanon, da bi ubila Hezbolah. In zaradi tega sem zelo vznemirjen. Izrael ubija poveljnike in voditelje Hezbolaha, ki so ubili moje ljudi, za katere so razpisane nagrade. In niti zahvalnega pisma ne dobijo. Predsednik vlade Netanjahu. Kaj za vraga se dogaja v tej državi? Rezno. Imate te tipe, ki kandidirajo za predsednika vlade. Nekateri med njimi so bili predsedniki vlade približno 14 minut. Imate levičarje, ki gredo bolj desno od njega, kot da bodo dejansko naredili več, kot on počne glede Irana ali Hezbolaha. Ali res verjameš v to niti za 2 sekundi? Dovoli, da nekaj razložim. Britanci so naredili nekaj zelo neumnega ob koncu druge svetovne vojne. Na volitvah so Churchilla odstavili. In še danes ljudje, kot sem jaz, ki berejo te stvari, rečejo, kaj so si mislili. No, želeli so nacionalno zdravstveno varstvo in želeli so to in ono. Največjega voditelja, kar jih je ta država kdaj imela, so izglasovali iz funkcije. V zgodovini pogledamo nazaj na to in rečemo, kako nesmiselno je bilo to. Zdaj govorim v svojem imenu. Ne vem, kdo je 501c3, 501c4. To je tisto, kar v Ameriki imenujemo prvi amandma, moja velika usta. Torej, z mojega vidika tega človeka napadajo od znotraj. Napadajo ga tudi od zunaj. Napadajo ga tuje države. In vprašam vas, postavite se v kožo tega človeka in se vprašajte, ali bi se s tem spopadali tako dobro, kot se on. Mislim, da ne. Ta država še nikoli ni bila napadena tako, kot je bila v zadnjih 3 letih. Nikoli. Nikolaj. In vendar je bil Hamas potisnjen nazaj. Hezbolah je bil potisnjen nazaj. Iran je na kolenih z veliko pomočjo Združenih držav Amerike. Če pomislite, je bila ta država obkoljena. Obstajal je načrt in zarota, da jo izbrišejo. Ni šlo samo za 7. oktober, ki je bil že sam po sebi grozljiv. Poročila pravijo, da je Hamas napadel prehitro, da niso počakali. Niso čakali na ukaz iz Irana ali karkoli že je bilo, ne vem, ampak vem, da so bili vsi pripravljeni za akcijo. Vsi so pripravljeni za akcijo. Zdaj lahko kritizirate in rečete, da bi morali biti pripravljeni in tako naprej. Veste, 7. decembra 1941 so nas napadli Japonci v Pearl Harborju. Morali so prečkati celo ocean. S svojimi letalonosilkami. In mi smo to spregledali. In to bi lahko bilo uničujoče, če bi bile naše letalonosilke na Havajih, v Pearl Harborju. Imeli bi prosto pot po zahodni obali Združenih držav Amerike.
Zgodovina je polna vprašanj, kaj če. In zgodovina je tudi polna, hvala Bogu. Moje stališče je, in sem Američan, to je le mnenje enega človeka, da upam, da izraelsko ljudstvo ne stori Netanjahuju tistega, česar Iranci, Palestinci, Hamas, Hezbolah, Katar, Saudska Arabija niso mogli. In to je, da ga odstranijo s položaja. Govorimo o predsedniku Trumpu. Zelo sem ponosen na predsednika Trumpa. Naredil je izjemne stvari za Združene države Amerike. Stvari, ki jih noben drug predsednik ni bil pripravljen narediti. Podedoval je katastrofo, gospodarstvo na kolenih, popolnoma odprte meje, katerih posledice se še vedno čutijo in jih še vedno poskuša sanirati. V vsej ameriški zgodovini ni bilo predsednika, ki bi naredil več v boju proti antisemitizmu. V boju proti antisemitizmu na univerzitetnih kampusih. Da bi v naš zakon o državljanskih pravicah, ki ni zajemal Judov, vključili tudi Jude. Njegovo celotno delovanje v zasebnem sektorju in celotno delovanje njegovega očeta v zasebnem sektorju sta bila v podporo Judom in v boju proti antisemitizmu. Zato, ko vidim kritike Donalda Trumpa iz Demokratske stranke, ki promovira in voli neonaciste, islamisti želijo ukiniti vsak vidik našega finančnega odnosa z državo Izrael. Da hodijo v te nedeljske oddaje in nenehno obsojajo državo Izrael. In ko vidim njihove medije, bodisi na radiju ali televiziji, njihove podcasterje, je to sramota. Ko vidim, kar jaz imenujem woke reich, REICH podcasterje. Tam zunaj, ki napadajo državo Izrael in Netanjahuja. Nekateri od njih se pretvarjajo, da imamo le politične razlike. To ni tisto, kar napadajo. Napadajo pravico države Izrael do obstoja. Preprosto nimajo poguma, da bi to resnično povedali, ampak to je resnica. In rast antisemitizma strani teh prebujenih desničarskih neofašistov je velik problem. In nekateri izmed nas se moramo s tem soočati in spopadati vsak dan. In ko jih je Donald Trump obsodil, jih je v bistvu izključil iz zmaga. Imel jih je dovolj. To je bilo dejanje izjemnega poguma. Ko je Donald Trump Je imel več zabav za Hanoko in moja žena in jaz ter moja tašča smo bili na eni izmed njih. In rekel je, ne morem verjeti, kako razširjen je antisemitizem v tej državi. Kaj se dogaja? To nas je spraševal, to mi je osebno povedal. To ga moti. Uporablja vlado, da se bori proti temu. Poskušajo deportirati ljudi, ki so ti zagrizeni antisemiti. Večinoma prihajajo z Bližnjega vzhoda, ki ne bi smeli biti tukaj in ne bi smeli biti tukaj že prej. Ima izjemne rezultate pri spodbujanju svobode, verske svobode, naše ustave, podporo krščanstvu in podporo judovstvu. Je veren človek. Zdaj pa pojdimo k bistvu, o katerem želite slišati. Kar je to? Ne bom prišel sem gor in obrekoval svojega prijatelja. To ni nekaj, kar počnem. Do nobenega od svojih prijateljev. Včasih se s svojimi zakonci ne strinjamo. Včasih se s svojimi prijatelji ne strinjamo. Včasih se ne strinjamo z ljudmi naše vere. Tako pač je. To je narava človeških bitij. Moje stališče je pravzaprav zelo preprosto. Ne glede na to, kdo je predsednik ali predsednik vlade, iranski režim je treba uničiti.
Zdaj je predsednik Trump na tem področju naredil več kot kdorkoli drug. Prejšnji junij, ko se je vaša velika država 12 dni, so se borili proti Iranu, enkrat so uničili njihovo letalsko silo, uničili so njihove protiletalske rakete in obrambne sisteme, ki so jim jih dali Rusi. Napadli so njihove balistične raketne sisteme s popolno podporo mornarice in letalskih sil Združenih držav Amerike ter naših raketnih sistemov. To je pomagalo železni kupoli in drugim kupolam, ki jih imate tukaj, skupaj z našo napredno tehnologijo. Dve veliki državi, dva velika voditelja, ki sodelujeta proti Iranu. In na to pošljemo naše neverjetne bombnike. In res so neverjetni. In bombe, ki so bile potrebne za uničenje teh lokacij in zadetek njihovih objektov z obogatenim uranom, če bi lahko videli to tehnologijo, je neverjetna, so bile neverjetne. In potem so Iranci naredili, kar ta režim vedno počne. Začne obnavljati. Kajti, spoštovane dame in gospodje, obstaja zato, da nas uniči. In povedali vam bodo, da to ukazuje Allah. In povedali vam bodo, da je 12. imam med nami, vendar se 12. imam ne bo pojavil, ne bo ustvaril blaginje, enakosti, raja na zemlji, dokler ne boste vsi mrtvi. Dokler veliki Satan, Združene države Amerike, ne bo izbrisan in mali Satan, Izrael, ne bo izbrisan, na to pa še preostala zahodna polobla in vsi muslimani, ki se z njimi ne strinjajo. Mimogrede, ali vidiš, kaj se trenutno dogaja v Gazi? Kjer Hamas pobija Palestince, Palestinci pobijajo Palestince. Si sploh slišal za to? Morda ti slišiš, mi v Združenih državah o tem ne slišimo ničesar, ni na nobenem našem programu. Tisti, ki vzklikajo od reke do morja, niso na ulicah. Nobenega od njih ni nikjer, ne slišiš ničesar. Ker jim nikoli ni za človečnost. Gre za uničenje Izraela in judovskega naroda. Kaj je bilo od konca februarja storjeno iranskemu režimu v obdobju približno 2 tednov? Strani naše izjemne vojske v Združenih državah in izjemne vojske Izraela, Skupaj, z ramo ob rami in usklajeno, generali sodelujejo skupaj, admirali sodelujejo skupaj, vaše obveščevalne agencije sodelujejo z našimi obveščevalnimi agencijami, naše satelitsko opazovanje. To se v zgodovini vojskovanja še nikoli ni zgodilo. Nikolaj. z izjemno močjo, tehnologijo in pogumom. Njihova mornarica je bila resnično uničena, njihove zračne sile so bile resnično uničene in velik del preostale vojske je bil popolnoma uničen. Zahvaljujoč dvema poveljnikoma, predsedniku Trumpu in Benjaminu Netanjahuju. In lahko ste poslušali tiskovne konference, ki jih je vsak dan imel obrambni minister Hexet, ki je odličen, in vodja naših združenih načelnikov štabov, general Kane, ki je prav tako odličen. Ni minila niti ena, ker ne bi pohvalili sodelovanja naših dveh držav. In bili so skoraj očarani nad usposobljenostjo izraelske vojske. Izraelske letalske sile so, mislim, tretje največje letalske sile na svetu. To je zato, ker so izraelske letalske sile so močne in dobro financirane. In tudi zato, ker je Evropa šibka in ne namenja dovolj denarja za obrambo. Izrael je močan in Združene države so močne, vendar tudi mi ne porabljamo dovolj. Tako smo danes prišli do točke, kjer je razpotje. Treba se odločiti, kaj ne? Ali nadaljujemo vojaško? Ali poiščemo pot, da to rešimo na drugačen način, medtem ko nad sovražnikom še vedno visi grožnja vojaške sile? In predsednik se je odločil za drugo pot, kar je njegova pravica. Izvoljen je bil za predsednika, on je vrhovni poveljnik. To je 50. obletnica po hebrejskem koledarju.
Entebben. Jonijeve smrti. Julija je 50. obletnica njegove smrti v Ameriki. In vem, koliko si ga imel rad in si ga spoštoval, tvojega starejšega brata. Moja žena je prebrala njegovo knjigo z njegovimi pismi in mi jo bere vsakič, ko letiva sem. Bil je izjemen človek in zagotavljam ti, da bi bili on, tvoj oče in tvoja mama, vsa tvoja družina izjemno ponosni nate. Tako da bi rekel, da je to številka 1. Kot sem rekel, se spomnim, kaj sem govoril. Imamo dva izjemna voditelja. Predsednika Trumpa in premierja Netanjahuja. Spominja me na FDR-ja in Churchilla. Spominja me na Reagana in Thatcherjevo v mnogih pogledih. In zelo dobro sta sodelovala, a sta imela občasna nesoglasja. A glede ene stvari sta bila enotna. Strinjala sta se, da so nacisti sovražniki. In Reagan in Thatcherjeva sta se strinjala, da je bila Sovjetska zveza sovražnik. In morali so ugotoviti, kako jih premagati. Churchill je želel, da bi bili nacisti poraženi, enako pa je želel tudi FDR. Reagan je kandidiral za funkcijo in rekel: Mi zmagamo, oni izgubijo, ko je šlo za Sovjetsko zvezo. In Thatcherjeva se je strinjala. Mislim, da sta naš predsednik in vaša premierka, ko sta združila moči junija lani, ko sta združila moči februarja in tudi danes, sta naredila stvari, ki jih še nikoli niso naredili. Celo več kot tisti veliki voditelji. In sicer to. Jaz preučujem te stvari. 2 vojski, 2 obveščevalni službi, 2 državi še nikoli v človeški zgodovini nista sodelovali tako tesno skupaj. Nikoli. Deljenje naših letalskih sil, naših obveščevalnih podatkov. In še več kot to je bilo. Brehidna. Naš sekretar za vojno, vodja združenih načelnikov štabov, kot sem že rekel, vsak dan sta stopila na tisti oder, imela tiskovno konferenco in hvalila partnerstvo. Hvalili so našo vojsko in hvalili so vašo vojsko, še posebej vaše letalstvo. Bili so zelo, zelo navdušeni. To so ljudje, veste, naši najvišji častniki, ki so videli že vse. Ampak še nikoli niso videli česa takega, kot so Izraelci. Ne pozabite, hkrati pa pridigamo Evropejcem, še posebej tistim v NATO, ki ne prispevajo svojega deleža, ki niso okrepili svojih vojsk. Mislim, brez zamere do Britanije, ampak veste, Britanija je včasih vladala svetu, kot so govorili. Britanski imperij nikoli ni počival. Sonce nikoli ni zašlo nad britanskim imperijem. No, sonce zaide nad britanskim imperijem prej kot nad večino preostalega sveta danes. To je papirnati tiger. Francija je papirnati tiger. Zato je naš predsednik rekel, veste kaj, obdržite svoje, obdržite svoje. Ladje. Mi jih res ne potrebujemo. Ne bodo nam nič pomagale. In imel je prav. In to so žal države v zatonu. In so v zatonu, ker so dovolile, da so v zatonu. So v zatonu, ker so izvolile posameznike, ki so šibki. Medtem ko sta Združene države Amerike in Izrael izvolili posameznike, ki so močni. Zdaj, da nadaljujem tam, ker sem končal. Februarja. Mislim, da je tisto obdobje 24-48 ur in zagotovo 2 tednov. Svet še nikoli ni videl česa takega. Ne samo Bližnji vzhod, celoten svet. Hitrost. Sposobnost, spretnosti, strokovnost, silovite. Vojaške in obveščevalne dejavnosti proti iranskemu režimu
so ga udarile, zlomile hitreje, kot si je kdorkoli lahko predstavljal, in temeljiteje, kot si je kdorkoli lahko predstavljal. Obstajalo je partnerstvo med tako imenovanim velikim satanom in malim satanom. In potem, po približno 2 tednih, je bilo razglašeno premirje. Trajalo je približno 9 tednov. V naši državi je bilo veliko razprav. Ne vem, kaj se je dogajalo tukaj. Za premirje proti premirju. Problem je bil, da Hezbolah ne verjame v premirja, zato je še naprej napadal Izrael. In to pomeni, da je Iran še naprej napadal Izrael. In Iran prav tako ne verjame v premirja. Veste, kako vem? Ker sem prebral, kaj je Homeini napisal v islamski vladi. Vse je korak k cilju. In kot sem razlagal tukaj na začetku, če bi bilo po njihovo, bi bili vsi v tej sobi ubiti. Vsi v tej sobi, vključno s tiskom, vsi bi bili ubiti, ker ste v napoto. Vaši sorodniki, vaši otroci, vsi morajo izginiti. To je edini način, da se pojavi 12. imam. In to je na zahtevo Allaha. Poglejte, izzivam medije, naj preberejo nekaj teh stvari in potem boste vedeli, s čim se tukaj soočamo. In ko rečem mi, mislim Izrael, Združene države. Problem je, da preostali svobodni svet nima pojma, kaj se dogaja, ali pa ga ne zanima. Ampak mi moramo skrbeti, ker sta veliki satan in mali satan neposredno na tarči. Torej, je vprašanje zgolj z vidika malega komentatorja. Nimam dostopa do tega, kar imata predsednik in premier, imam pa dostop do tega, da vem, kaj mislijo in kaj želijo storiti. Mimogrede, Iran je že 47 let v vojni z Združenimi državami. Tudi Izrael, ampak predvsem Združene države. To so tisoči Američanov, ki so bili ubiti in pohabljeni. To je bilo 241 naših marincev v tisti prekleti vojašnici. To so bili naši člani posadke, ki so bili v Savdski Arabiji, 19 je bilo ubitih. To sta bili naši 2 veleposlaništvi v Afriki, ki sta bili razstreljeni. In lahko bi našteval naprej in naprej. Poskušali so in uspelo jim je ubiti Američane. Torej, tisto, kar pravim izolacionistom v naši državi, je naslednje. Zmagovali ste 47 let. Bili smo izolacionisti. Popuščali smo, še slabše popuščali smo, subvencionirali smo jih. Uporabili smo vsa diplomatska orodja, ki obstajajo, in oni so nas ubili. In dobili so jedrsko orožje. In kot je rekel naš predsednik, ga bodo izstrelili v našo državo. Kaj boste storili glede tega? No, če ste Anglija, ne naredite ničesar. Če ste Francija, pozovete k rešitvi 2 držav. Razumete? Če ste NATO, ne vem, kaj naredijo. Vem pa, kaj smo naredili mi. Torej, zdaj smo na razpotju. In želim pohiteti, ker želim, da pride predsednik vlade na oder. Torej, zdaj smo na razpotju. Tukaj ste, v redu. Torej, obstaja. Razpotje. Kaj narediš? Zdaj, tveganja obstajajo, ne glede na to, kaj narediš. To je narava vojne, to je tudi narava diplomacije. Tako gledam na tega sovražnika že 47 let, ki je podpisal vse mogoče sporazume in prekršil vsakega. Vem, v kaj ta sovražnik verjame. Zakaj? Sami nam povedo, v kaj verjamejo. Zapišejo to. Njihovi imami nam povedo, držijo govore. Nisem Helen Keller. Vidim in slišim. Vem, kaj se tukaj dogaja, prav? In ubili so naše ljudi. Mi, ameriški narod, in hočejo jih ubiti še veliko več, na 100 000. Kako torej to zajezimo? Torej, prvo vprašanje je, ali lahko to zajezite. Mislim, da tega ne morete. To je samo moje mnenje. Najprej, v moji državi imamo volitve vsaka 4 leta. Sovražnik to ve. Torej, sovražnik izkorišča naše volilne cikle. Oni nimajo volitev, morda ste opazili. Kitajska nima volitev. Rusija ima šaljive volitve.
Tako da iz njihove perspektive imamo mi menjavo režima vsakih 4 leta. In upajo, da pridejo na oblast demokrati. Zakaj? Ker demokrati ne bodo spoštovali ničesar in Iranci tudi ne bodo spoštovali ničesar. In potem imamo velik problem. Ker demokrati v moji državi nimajo volje, da bi se spopadli s tem sovražnikom. Namesto tega napadajo našo zaveznico Izrael in predsednika vlade, Kar je precej nenavadno, če dobro pomislite. Torej, njihova volja je napadati našo zaveznico, nimajo pa volje napasti našega sovražnika. In ne mislim, da subvencioniranje našega sovražnika deluje. In ne mislim, da dogovori z našim sovražnikom delujejo. V redu. Torej, druga pot je vojaška. In kar slišim in kar nam pravijo je, da če bomo nadaljevali, bodo uporabili balistične rakete za napad na naftna polja v arabskih državah in to jim ni všeč, tega nočejo. Kdo si to želi? Nihče si tega ne želi, ste razumeli? ali pa bo cena nafte šla v nebo in tako naprej. In pomislim pri sebi, mi Američani, ali veste, česa so se naši starši in stari starši odrekli med drugo svetovno vojno? Vsega. Vsega. Ves jeklo, ki je bilo na voljo, vse zlato, ki je bilo na voljo, vse, kar je bilo na voljo, je šlo za vojni napor. Mislim, da imamo v Ameriki kot dve državi. Imamo države, imamo ljudi, ki so domoljubni, ki razumejo, kaj se dogaja, želijo se spopasti s sovražnikom, in potem imamo ljudi, ki mislijo, da smo mi sovražnik. Naša lastna vlada, naša lastna država ali ljudje, kot smo mi, izraelska vlada, izraelski narod. In resnično se moramo proti temu boriti. Jaz temu pravim islamistična, marksistična naveza. In to imamo v naši državi. In potem imamo še prebujeni Reich, R-E-I-C-H, neofašiste, kot jim pravim. Kot v 30 letih v naši državi in drugih državah so zelo glasni. Predsednik jih je vse izzval, predsednik jih je vse obsodil, predsednik je nedvoumno obsodil prebujeni Reich. Moja stranka si prizadeva, da jih izključi. Demokratska stranka je postala marksistično-islamistična os. Samo poslušajte jih danes. En tip pravi, da želi kandidirati za predsednika proti Izraelu. In on je eden od voditeljev demokratske stranke. Tako se mora predsednik Trump ukvarjati z vsem tem. Ukvarjati se mora tudi z gospodarstvom, cenami, dostopnostjo in vsemi temi stvarmi. In te druge države, ki jih očitno skrbi, kakšen bi bil vojaški vpliv. Jaz nisem predsednik, očitno. Samo poskušam gledati na širšo sliko. Ali lahko tega sovražnika zadržimo? Jaz pravim ne. Premagati ga je treba ga je izkoreniniti. Njihova vojska je morda 80 ali 90% poražena, vendar njihova ideologija ni. Kako premagaš njihovo ideologijo? V Bidenovi administraciji smo imeli ljudi, pravijo, da ne moreš premagati ideologije. Ideologije so ves čas uničene na bojišču. Ideologijo uničiš tako, da uničiš njen izvor. In tako sem pogledal memorandum o soglasju in imam nekaj težav z njim. In upam, da bom s tem, ko izpostavim te težave, če bomo ubrali to pot. In mimogrede, ni jasno, da bo to končna pot, ni jasno, da bo sploh prišlo do končnega dogovora. Ali pa morda bo. Vidim nekaj težav, zato jih izpostavljam in upam, da jih bodo upoštevali. Prva stvar. Jedrsko vprašanje je 8 od 14 točk. In prebral sem jo in je zelo dvoumna. Po mojem mnenju bi morala biti na prvem mestu in bi morala biti veliko bolj podrobna, tudi v memorandumu o soglasju. In upam, da se bo to zgodilo. Drugič, ali bodo komunistični Kitajci spoštovali vsak dogovor, ki ga bomo sklenili? Ali bo Severna Koreja spoštovala kakršenkoli dogovor, ki ga bomo sklenili? Ko predsednik Trump zapusti položaj in recimo. Je to Kamala Harris ali Cory Booker ali kdorkoli že, cela vrsta ljudi.
Ali je res kdo verjame, da bodo sprejeli učinkovite ukrepe, da bi preprečili temu sovražniku, da pride do jedrskega orožja? Kaj pa obogateni uran? Ali je res kdo verjame, da bodo sprejeli ukrepe, da bi kaj naredili glede tega? Glejte, moje stališče je naslednje. 3 leta Donalda Trumpa lahko po noči mirno spim. Ko zapusti položaj, ne more več mirno spati po noči. In mislim, da sovražnik to ve. Da bi velik del Amerike lahko spal tiste 3 ure in potem 3 leta in potem bi lahko udaril. Obstajajo tudi druge stvari, omenil jih bom zelo, zelo na hitro. Kako lahko ne obravnavate balističnih raket? To je absurdno. Medcelinske balistične rakete so tiste, ki nosijo jedrske bojne glave. In če izstrelijo 3, 4 ali 5 tisoč teh raket na Izrael ali Savdsko Arabijo ali kogarkoli drugega, se pred tem ne moreš braniti. Te stvari so velike kot rumeni šolski avtobus. To ni teorija. Videli smo, kaj naredijo. Lahko uničijo celo sosesko, zato je treba to rešiti. In tudi Hezbolah je treba obravnavati. Ponovno, Hezbolah je Iran. Po mojem mnenju, glede na to, kako je to zapisano, Amerika nikakor ne bi smela biti zaščitnica Hezbolaha. Tako se mi izpostavijo ta vprašanja. Predsednik je pameten človek, ljubi Ameriko. Ima dostop do veliko več informacij kot jaz. In nisem svetovalec, samo povem svoje mnenje. In mislim, da karkoli že je v memorandumu o soglasju, morda bo dosežen dogovor. Morda dogovora ne bo. Mimogrede, še zadnja točka. Iranci morda sploh ne bodo omogočili dogovora, ker so tako nori. Tako so radikalni. Tako so zlobni in tako so prezirljivi. Da nas trenutno skušajo potegniti s seboj, ne glede na to, ali komu stisnejo roko ali ne, s Hezbolahom in tako naprej. Skušajo nas vleči naprej, vleči naprej, vleči naprej. In močno verjamem, da bo predsednik Združenih držav Amerike na neki točki rekel: v redu, dovolj je. Dovolj je. Moje mnenje, morda je vredno le centa.